Beletrina v živo. Lep pozdrav, z vami sva gospa Nanča Kosmač-Kogej in Andraž Gombač. Midva sva z neprecenljivo pomočjo ekipe z Beletrine pripravila tole knjigo Lovim pomladni veter. Prinaša novele in tudi druga besedila Cirila Kosmača, ki jih je naš vrhunski mojster pisane besede in govorjene, o tem bova tudi pozneje kaj več povedala o njegovi govorjeni besedi, objavil samo v časopisih in revijah, ne pa tudi v knjigah. Spoznala sva se pred 10 leti, Nanča. Takrat je nastal večji intervju, za Primorske novice sem pripravil intervju, v katerem Kosmačeva hči prvič obsežno pripoveduje o očetu. Ja, to je bilo ob jubileju, seveda, tako kot letos. 100. obletnica rojstva. In 30. smrti. Tako. Rekel mi je, saj sem že vse napisal. Naslov. Srečala sva se v Portorožu, prepričal sem vas pa šele po osebnem stiku. Najprej ste bili zadržani. Tako je. Nikdar nisem dajala intervjujev, tako kot moj oče ne. Če se je le dalo, se temu izogneš. Pač nisem, to ni bil moj svet, recimo, književni, ne. Moj oče je bil moj oče, jaz pa jaz. Moje življenje je bilo nekaj popolnoma drugega. Ampak, ker ste me prepričali s svojim poznavanjem Kosmača, pa s svojim odnosom do njegove literature, sem se potem po nekaj dneh premislila, a ne, Andraž? In sem vas poklicala in sem rekla, no, mogoče bi pa vseeno naredila intervju. Zelo lepo, živo ste pripovedovali o svojem očetu, o njegovem delu. Intervju sem poslal tudi največji poznavalki Kosmačevega dela, dr. Helgi Glušič, ki ga je pohvalila, je povedala, da je živo vstal Ciril Kosmač, kakršnega ga je poznala iz osebnih stikov in iz njegovega dela. No in prav v delu Helge Glušič, v njeni knjigi Pripovedna proza Cirila Kosmača iz leta 1975, njeni doktorski dizertaciji, sem naletel na naslove novel, ki jih nisem poznal dotlej. Od Cerkovnika Martina do Hiše številka 14, Ogorka in tako naprej. Zločin Bernarda Tula, Zlato. In želel sem poiskati te novele, te zgodbe in jih prebrati. Nisem pričakoval kaj dosti, ampak izkazalo se je, da je veliko zelo dobrih med njimi. Nekatere so mladostne, še takrat je pisal Kosmač pod vplivom tega, najprej tega, ki ga imam na majici. Bog ne daj, da bi prišel dan, ko bi moral povedati, kdo je to. In Preglja, pa Bogomira Magajne, ki je bil njegov mentor. Zelo dober prijatelj. Zelo dober prijatelj in pozneje se pa kar dokaj zgodaj se osamosvojil, Kosmač, in postal tisti pravi, kakršen ga poznamo. Torej tudi vnašal ironijo, humor, svoje bridke izkušnje opisoval z upanjem, z upornostjo. Zelo hitro, ja, ne? Zelo hitro. Sva ugotovila. In doživel je pa marsikaj trpkega, grenkega in tudi groznega, strašnega. Predlagam, da najprej preletiva njegovo pot, tisto, o kateri zmeraj govoriva, ko si rečeva, Madonna, kaj je ta človek doživel do svojega 36. leta in o čemer priča v zelo izbrušenem jeziku tudi v tej knjigi. Torej, rodil se je leta 1910, knjiga že beži po svoje, leta 1910 na Slapo ob Idrijci, ko je imel 4-5 let, se je tam začela vojna, Soška fronta je bila v bližini, ni bilo prihranjeno. Nekaj let zatem je mati umrla, potem leta 20, letos je ravno 100. obletnica Rapalske pogodbe, zaseka meja, odseka veliko Primorcev v Italijo, fašisti, v veliko zgodbah fašistično nasilje nastopajo, ja, seveda. Ker se začne šola, takrat se otrok že bolj zaveda okolja in je popolnoma jasno, da potem se odraža ta fašizem, kako je vplival na, recimo, otroško dušo. In potem kasneje, ko je šel v Alojzijevišče, se je pa že vključil takoj v to odporniško gibanje Tiger. S Stankom Vukom je pisal list Uporni veslar, rokopisni. Tam se je srečal z Bevkom,
In France Belk je bil učitelj takrat in je okrog sebe pri njemu so se zbirali ti mladi fantje, dijaki. In tam se je začelo tudi to, recimo, poučevanje mogoče na navednicah, pisanja in pa branja, kaj se bere. Zdaj pa še nekaj. Zavedati se moramo, da Lojzevišče to je bila italijanska šola. On je imel samo osnovno slovensko šolo. Potem je imel italijansko šolo, potem pa nobenih formalnih šol več. Srednja trgovska, ne? Srednja trgovska, ki je bila pa prekinjena, ker niso imeli več denarja, da bi ga pustili v Lojzevišču v Gorici. Pač družina je bila nepredstavljivo revna, res ta bajta. Na koncu vasi je bila res bajta slamo krita. In odraščal je pa v narodno zavedni družini, ne? Tako. Oče je bil pevovodja, predsednik prosvetnega društva, zelo razgledan mož. Kmet po sili, se je reklo. Vse drugo bi bil rajši kot kmet. Tako da pri hiši je bilo seveda tudi, knjige so bile pri hiši že takrat in vem, da moj oče je najrajši na svetu bral in še bral. In če se je le dalo, da bi se izognil kmečkim opravilom, ki pa seveda so jih otroci na kmetiji jasno, oziroma bolj bajti, kaj kmetiji morali upravljati. In včasih je povedal, kako se je izmuznil za hlev, tako da se ga ni videlo od hiše. In ko se je tam legel v travo, gledal oblake in sanjaril, njega so pa iskali, kje je, da bo šel pomagati mrvo obračati. V Gorici se je pridružil Tigru, začel sodelovati z prvim antifašizmom v Evropi, ne? Ja. In bil aretiran pri 18 letih je bil aretiran. Ja. Sledile so ječe, Sledilo je 1 leto ječ. šola življenja. Šola življenja je to imenoval, Koper, Gorica, Trst, Rim. Od Rima najbrž večina bralcev pozna Gosenico. So pa neki odlomki, Tu je pa sva nekaj jih tudi našla, ne, novel. ki se na te ječe nanašajo. Koprsko opisuje, kar doslej ni bilo znano, oziroma zelo redkim je bilo znano v opisi koprske ječe. To je bila ogromna, daleč največja stavba naokrog. Ja. Ki je slovela po vsej Jugoslaviji. Tako, ja, kot sva izvedela. Nobelovec Ivo Andrić, ne, se je spominjal, da so otrokom grozili, da če ne boš priden, boš pristal v Kopru. Boš ne. pristal v Kopru, ja. In pri tem naj še dodam, da nikdar ni rekel zapor. On je to vedno imenoval ječa, kar pomeni, da ga je to spominjalo na srednji vek, kamnite ječe in verige. Ne? Tako, in na prvem tržaškem procesu je bil, marsikdo je presenečen, ker poznajo 4 bazoviške junake, ne? Ja. Bidovca, Marušiča, Miloša in Valenčiča. Pol pa rečejo, a tudi Kosmač je bil na prvem tržaškem procesu, bil je najmlajši, ne? Najmlajši. Bil je najmlajši obtoženec, takrat je bil star 19 let in je bil oproščen zaradi pomanjkanja dokazov. In on se je vedno malo tako recimo ironično pošalil, pa zato, da je oblast fašistična pokazala, da je vendar zna biti tudi malo usmiljena. In so najmlajšega, se pravi še mladoletnega po takratnih zakonih, oprostili. So ga pa obsodili na 2 leti strogega nadzora, kar je pomenilo, da je bil še nekaj tednov bil v ječi, takrat v Gorici. In tam je ogorek. Tam je nastala. In potem je pa moral biti strogo nadzorovan. To pomeni, da je moral biti doma, da ni smel nikamor, nihče ga ni smel zaposliti, ni smel niti v šolo. Skratka, tam je bil. In še to je hiša pol ure iz vasi. To se pravi res samoti. Ja. Ogorek 5 let po prvem tržaškem procesu je napisal to novelo Ogorek. Prebereš naslov Ogorek, ne veš, kaj pričakovati, ne? In to so spomini na prvi tržaški proces. Preberemo mogoče uvodni odlomek. Kadar me obiščejo prazne in votle ure, zakorakam nazaj po cesti, ki sem jo že premeril na svojem romanju preko te blatne zemeljske krogle. Lahko rečem, da je tista cesta na nekaterih krajih še precej strma in z bodečim kamenjem posuta. Tudi marsikaj zanimivega in grenkega srečam na njej. In ponekod so še jasno vidni sledovi mojih karambolov z življenjem, ki se je večkrat zaletelo vame, me podrlo na tla in mirne duše z nezmanjšano brzino oddrdralo dalje, kakor avtomobilski dirkač, ki je na tekmi povozil kakšnega počasnega, nemarnega psa.
Ti karamboli z življenjem in sploh vse večje nesreče, ki nas zadevajo, nam pridejo kajkrat prav, zakaj ljudje smo nekoliko čez mero nečimerna bitja. Tudi svoje grenke doživljaje izkoristimo, da se lahko ponašamo pred svetom in za ničljivo privihnjeno ustnico ošabno mrdamo nad svojim bližnjim, češ, kaj se boš široko ustil, cucek mlečno zobi, tu si izvolijo ogledati naše življenjske preizkušnje. Toda, kar se mene tiče, moram povedati, da se zadnje čase ne brigam, Bog ve kako, za te velike stvari. Po največkrat grem mimo njih in se ustavim, posebno zdaj, na jesen, pri majhni, povsem brezpomembni stvari, pri cigaretnem ogorku. Cigaretni ogorek je priznano ničeva in povrhu še nečedna malenkost, pri kateri se res ni treba ustavljati, razmišljati ali morda celo pisati o njej. Spodobnemu človeku po vseh družbenih pravilih ne pristaja, da bi se ukvarjal s takimi rečmi, kajti s tem greši proti dobremu okusu in se brez vsake denarne in slavne koristi podaja v nevarnost, da izgubi smisel za svilo, za palače, za vilo na gričku, za povorke s cvetem in muziko, ki nekatere ljudi spravijo do besnega navdušenja, druge pa ganejo do rodoljubnih solz in ki so spontano razpoloženje ljudstva in neizpodbitno resničen odraz življenja. Za limuzino Mercedes-Benz 1934, ki je v svoji presenetljivi podobnosti črnemu lesketajočemu se hrošču pravi avtomobilski realizem, in za druge take stvari, s katerimi je svet tako bogato nastlan in ki naravnost kričijo v človeka, naj se za skozi Bog malo ustavi pri njih, jih občuduje in jim poje v hvalo in čast. Jaz pa spadam k tistim nesrečnim ljudem, ki jih je pravični Bog prikrajšal za smisel tako zvanega svetlega gledanja. In zato se lahko brez skrbi in brez nevarnosti pečam s takimi malenkostmi in neestetičnimi zadevami, kakor so cigaretni ogorki. No, vse zadnje pa cigaretni ogorki tudi niso tako ničevi. Vsaj za mene. Tesno so povezani z vsem mojim življenjem. Z ječo, paragrafi, sodnijo, revščino in drugimi takimi važnimi, če ravno ne preveč čednimi blagoslovi, katerih smo za dobe našega to stranstva deležni v precejšnji meri. Tako. Močno. Ja. In začne s cigaretnim ogorkom in se spominja prvega tržaškega procesa. V nadaljevanju, potem pa ugotovimo, zakaj. Zakaj? Noči po izreku kazni, 4 smrtnih obsodb. Ja, zadnjo noč pred ustrelitvijo. Pred ustrelitvijo, ko je bil priklenjen zraven Marušiča. In Marušič ga je prosil, ali bi mu lahko dal cigareto, da bi pokadil še zadnjo cigareto. In Kosmač je rekel, zadnjo imam, če te ne motijo, pokadiva skupaj. In sta skupaj pokadila to cigareto. 4 obsojene na smrt so odpeljali, Kosmaču pa je ostal samo tisti ogorek, ki ga je shranil v spomin na ubitega tovariša. No, pozneje v ječi v Gorici je ta ogorek med pregledom obleke Kosmačeve odkril paznik in ga vprašal, kaj je zdaj to. Kosmač je najprej hotel, da se ni nič takega, prosim, pusti mi. Ječar je hotel vedeti, zakaj ima ta ogorek in povedal je Kosmač, to je pač spomin na mojega ubitega tovariša, ne, prosim, pusti mu. Tist se mu je posmehnil, ne, Ječar je vrgel tisto ogorek po tleh in ga stopil. Nemarno zmečkal, stopil nanj. In Kosmač je ostal brez spomina razen v sebi. Napadlega tovariša, razen v sebi, razen v sebi in seveda ohranil je besedo, spomin in besedo in je tako zaključil tole zgodbo. Še nad teden dni sem bil v Gorici, na razpoloženje policiji, ki me je vlačila od konfinacijske do posvarilne komisije. Kajti policija spada med tiste ustanove, ki ji daje država dovolj finančne podlage, da se lahko dostojno ukvarja z umetniki, kontrabandarji in razbojniki. Končno so me vendar izpustili in prag domače hiše sem prestopil ravno na svoj 20. rojstni dan. Doma nisem bil dolgo, kmalu sem jo pobrisal čez mejo. Zdaj se potepam tod in kadar se, zlasti zdaj na jesen, drugi spominjajo bazoviških dni z govori, cvetjem in zastavami, grem sam po ulici in se jih spominjam ob ničevi, povsem brezpomembni malenkosti, ob cigaretnem ogorku. Močna zgodba. Ja. Že kar nekaj odzivov. Če pomisliva, da smo imeli ravno kar 90. obletnico ustrelitve na Bazovici, ne? Je to kar
Kosmač omenja beg čez mejo po noči, je zbežal po nekaj mesecih že. Že januarja, ja. In takrat se je pa začelo zanj mogoče najtežje obdobje življenja, ne? Tole begunsko življenje po Sloveniji najprej, ne? Brez dvoma, tako kot je napisal po Mladem dnevu. Z nahrbtnikom in 5 lirami v žepu, ki mu jih je stisnil oče, edino, kar je imel. S tihotapci skozi gozdove na jugoslovansko stran. Te poti so vsi zelo dobro poznali, če poznate Idrijsko ali pa Tolminsko, to so zelo hriboviti kraji, odročni, polno je malih poti in stez, po katerih se seveda da prideti na bohinjsko stran, na gorenjsko stran ali proti Žirjem, tako da niso samo glavne ceste. In spal je, kjer je naneslo, ne? Kjer je naneslo, v Tivoliju, na klopci, v cerkvi, v Trnovski cerkvi, pač skratka, bil je pravi, kaj ne rečem, klošar, brez vsega. V Celje je potem šel, ne? V Celje pač pomagali so si takrat Primorci zelo močno, ne? In so bili tudi, mislim, dovolj organizirani, da tisti, ki so že prej, ki so prebežali, so vendarle dobili neko tako osnovno podporo, ne? Med seboj, tako da so šli k eni družini, pa k drugi družini, tako je bil, vem, da je bil na začetku v Kranjski Gori, potem je bil, ne vem, kje v Ljubljani, potem je bil v Celju, tudi na zelo različnih naslovih, tako da neki prvi 2 leti, ne, sta bili strašansko hudi. Strašansko hudi. Se je pa udeleževal teh srečanj, so imeli pač, dajmo reči, emigranti, takrat so bili oni emigranti, se pravi, naši slovenski Primorci v Jugoslaviji so bili emigranti iz Italije. In ti ljudje so se srečevali v raznih društvih, so imeli, torej teh ljudi je bili, to so bili tisoči, jih ni bilo 100. Jaz vedno pravim, njegova usoda je bila usoda tisočev, ne samo njegova. In, ampak on je znal napisati. On je znal to napisati in povedati. Tudi povedati, sem zdaj povedala, zato ker je na teh srečanjih je pač pripovedoval, imel res neizmeren dar pripovedovanja, ne samo pisanja. In zelo radi so ga poslušali. In začelo se je tako, da so mu rekli, no pa daj še napiši, ne? Ker tako dobro pripoveduješ, kako strašno se godi Primorcem na oni strani, pa napiši. In tako je začel pisati prve stvari, ne? Ki ste jih vi izsledili v arhivih, v rumenelih časopisih in ne vem kje, marsikatero, za katere jaz nisem vedela, tako da ste me kar pošteno presenetili, Andraž. V Ljubljani, tudi sebe sem presenetil, v Ljubljani je pa prišel potem v družbo pomembnih kulturnikov. Otona Župančiča, Josipa Vidmarja. No, ta vstop, recimo, iz revščine, ne popolne, kaj ćemo reči, kakšen izraz ćemo porabiti, klošarstva, brez upa, je bila objava Hiše številka 14. To je, Vidmar je takrat bil urednik Sodobnosti, Josip Vidmar, ne? In en prijatelj, ki si vi to v knjigi, v spremni besedi natančno popišete, ga je pač Ivo Grahor, ja, Primorec tudi. Priporočil Vidmarju, da pa je nek tekst, ki bi ga bilo vredno prebrati in morda kam tudi objaviti. No, Vidmar ni imel preveč pričakovanja, vem, da oče ga je pričakal tamle na Prešernovem trgu in mu je izročil ta rokopis, tako. Zdaj si pa predstavljajte, Vidmar, ta uglajeni, znani gospod, ki so vsi vedeli, kdo je, ko je šel po cesti, potem pa tale razcapani skoraj z brado in dolge lase je imel tak, zamazan nahrbtnik skoči pred njega in mu tisti rokopis pomoli. Ves pomečkan, ne, pravi Vidmar, tisti rokopis. Vidmar je napisal v obrazih, da se mu je poznalo, da ni bil v predalu varno spravljen ali nekaj podobnega. Ja, da je že pripotoval z roko roke. No, in vem, da je Vidmar mu je naročil, ne pride naslednji dan v kavarno, da bo on to prebral in pogledal. No, in potem ste vi ugotovili, kaj je rekel Vidmar? Ja, Vidmar pripoveduje v spomenih, kako je zvečer se lotil brati
to zadevo, to zgodbo, brez velikih pričakovanj, ne, in že prvi odstavek je tak pošastno. To je prva poved, brez končne pike, se vije čez 2 strani in opisuje to tržaške mestne svetnike, tako s takim sarkazmom, cinizmom opisuje to. Sarkazem z eno strašno močjo literarnega izraza, tako da si res krepko presenečen, ko to prebereš. Ne? In to je napisal koliko star človek? 34, torej 24 let. Največ, lahko 23 mogoče. Ne? In opisuje družbeno dno Trsta, ne? Revne, prostitucija in tako naprej. In zelo aktualno, ne? Notri ima tudi stavek, brezposelni so nevarni. Brezposelni so nevarni, ja. Tako. Po nekaj letih pa je Kosmač zapustil domovino. To so mu Josip Vidmar, Oton Župančič, Lili Novi so mu priskrbeli francosko štipendijo in je odpotoval v Pariz leta 1938. Kaj vam je pripovedoval o Parizu, o pariškem življenju? Kako je to nanj vplivalo? Ja, Pariz te pa lahko prebereva v osnutku na koncu, ampak Pariz je bil veličastno mesto, kamor je prišel zdaj mladi 30-letni človek in ga je, kaj ne rečem, verjetno zaslepil z vsemi temi stvarmi. Tam je imel kar nekaj slovenskih znancev, vem, da sta nekaj časa stanovala skupaj s Prežihovim Vorancem, potem še s kakšnimi drugimi, vsekakor se je pa zelo hitro vključil recimo v boemsko življenje latinske četrti. No, vsi smo bili kdaj stari 30 let in si lahko predstavljamo, kaj je to pomenilo za takega fanta, ki so se mu na lepem odprle popolnoma drugačne perspektive, kot pa recimo v mali Ljubljani. Ker je odlično obvladal jezik in ga je še vedno bolj, imel je izjemen dar za jezike in jih je znal, ne vem koliko, 7, 8 ali koliko. Vse se je naučil sam, nobenih nikoli. Francosko, na primer, se je naučil v 3 mesecih, zato da je prevedel dramo takrat in dobil to štipendijo. No, tam je živo tudi precej, bom rekla, boemsko življenje, revno, ampak vendar v stiku z vsemi tedanjimi francoskimi pisatelji, pesniki, slikarji, kiparji, skratka z vso to, recimo, umetniško sceno latinske četrti, o kateri smo tudi brali v kakšni literaturi ali gledali kakšne filme, no, tudi on je bil del tega življenja takrat. In tudi pozneje je ostal vedno vezan na tradicijo, ampak razgledan svetovljan, ne, po modernih tokovih. Seveda, in on nikakor se ni gledal kot socialni realist, temu se je posmehnil. On je videl svet seveda drugače in je tudi rekel, da vse še tako težke in komplicirane stvari se dajo preprosto povedati. Kar pa ne pomeni, da je potem to en preprost pripovednik. To je tisto, kar te ujame v njegovi literaturi v bistvu. Po 2 letih Pariza pa Kosmač ima koliko? 30 let, pridejo, 30 let, se bližajo Nemci Parizu. In on pobegne ne z vlakom, ne z letalom, ne z avtomobilom, ampak na kolesu. Na kolesu na južni strani iz Pariza in naravnost proti jugu, takrat, če se še kaj spomnimo zgodovine, se je kmalu po prihodu Nemcev je nastala Višijska Francija, tako da je moral poskušati priti čim dalj na jug, tako da ne bi bil na tistem področju, ki so ga zasedli Nemci. Njega so pač namreč Italijani še vedno zasledovali in nadzirali, za njim je bila v Italiji tiralica kot za nevarnim teroristom, zato ker je takrat prebežal čez mejo, ne da bi dokončal tisti 2-letni nadzor, recimo. Tako da on je bil v bistvu eden izmed tistih, ki so jih imenovali po francosko sans papier, se pravi brez primernih dokumentov in nikakor bi bilo pogubno, če bi ga ujeli Nemci. Tudi potem, ko je pribežal dol na jug prav v Marseille, je bil v Marseillu skoraj, mislim, da 2 leti, preden mu je uspelo priti do Londona, je bil kar v strahu, kako se bo to izšlo.
In spet v hudi revščini, ker nekaj časa bi popolnoma brez vseh virov dohodkov, potem ne vem kako, je bilo pač nekaj denarja, ampak jaz imam eno fotografijo iz tistih časov, ne, kjer je takole strašno upadlo, ne, se vidi, da je bilo tudi lakota, seveda. Marseille opisuje v Prebujenju, ne, to je krajša novela, ki je bila uvrščena v nekaj izborov te uporniške pa partizanske proze, ne, ni je pa on nikoli dal v svojo knjigo. Tam opisuje, kako je bil pomemben za Evropo tale upor, jugoslovanski upor nacifašizmu. Ja. Posebno presenečenje pa je osnutek za daljšo zgodbo, ne, torej novela z takim zelo nemikavnim naslovom, ne, takim sramežljivim celo, osnutek za daljšo zgodbo. Ne veš, kaj bi si mislil, ne pričakuješ nič, potem pa dobiš eno najboljših del v tej knjigi, ne, presenetljivo. In tudi vas je baje presenetil, njegove svojce, tile opisi bega po Franciji. On nam je v tem begu pripovedoval pač velikokrat. Zabavne zgodbe, duhovite anekdote. On je bil strašansko očarljiv človek z neizmerno karizmo, tako da je, bom rekla, takoj vsakogar očaral, ki se je z njim srečal. In tudi tukaj na tej poti navzdol je doživel nemalo takih stvari, ko človek bi si mislil, da je bil ves čas in v bistvu je bil v nevarnosti, resni nevarnosti, ampak se mu je uspelo prebiti do tja, do juga. In od tam se mu je uspelo prebiti še čez Pireneja, tudi po tihotapski poti, o čemer smo nedavno gledali dokumentarec na slovenski televiziji. Tudi spet je šel s tihotapci en teden čez Pireneje z nahrbtnikom, da so se prebili do Lizbone. Od tam potem v London. V Londonu je pa sodeloval z radijskimi postajami, ne, tudi z BBC-jem, znal je angleško. Ja, znal je angleško, vem, da je tam rekel mi, da je prevajal, vendar spomnim se, kako je razlagal, da so na London, ko so bombardirali London, Nemci, ne, kako so morali stanovalci dežurati na strehi, da so opazovali, kje in pravočasno bi še opozorili druge, kam so padale bombe po noči. No, meni se je to kot otrok, to se mi vtisnilo v spomin, ko se mi je zdelo strašno, da stojiš na strehi in čakaš in gledaš, od kod bojo prileteli bombniki. No, v tem osnutku, ne, s katerim so prej začela, me je pa presenetilo to, da je noter popisal nekaj od te, pač, da je napisal, da je šel s kolesom. Ne veliko, vendar je pisal o Franciji. Jaz do takrat nisem videla nikjer napisanega o tem, o Franciji, karkoli ali pa njegovem življenju tam. Je pa veliko nam pripovedal o tem. In mi smo vedno rekli, pa napiši. Pa zakaj ne napišeš tega, pa to je ja tako zanimivo, to bi vsi brali. No, saj mora biti pa bom. No, ampak ni. Oziroma, tole je. Kar sva našla, ne? To je bilo pa leta, kdaj je napisano 51 v Ljudski pravici je objavljeno. Po Londonu je prišel, se pridružil partizanom, ne v Bariju, in potem prišel na osvobojeno ozemlje Bele krajine. Ja, v bazo 20, kjer je bil takoj pri Slovenskem poročevalcu. Slovenskem poročevalcu. Ga je pa ravno tale londonska izkušnja z BBC-jem in s tem stala potem tudi, ne? Tole bil je žrtev šikaniranja, ne? O katerem pa ni nikoli kaj govoril rad. Ne. Niko Košir opisuje to v svojih spominih, kako ga je mal drezal, da naj kaj pove, pa ne se ne dvigne glase, pa tako, pa je rekel, nikec, takšni časi so bili takrat. Ne? Takšni časi so bili in rekel je, kaj hočeš, takšni so tisti ljudje. Ni se pa, mislim, on je bil močen, ne? Če zdaj to življenjsko zgodbo poslušate, v resnici je bil vse bil neskončno močen. Ne? Zanimivo, to do 36. leta starosti je vse to doživel. Ja. To je. In potem pa pride slava. Ne? Potem pa objavi kaj? Ja, najprej Srečo in kruh novele, pa napiše scenarij za prvi slovenski igrani celovečerni film, pa Pomladni dan, seveda, pozneje pa še Balado o trobenti in oblaku. In Tantadruja. Pa takrat je bilo pa kar to zadnje leto 59-60 močno, ne? Takrat je objavil zadnja svoje dela. In tudi nekaj takih, ki jih doslej nismo poznali, ne? In so v tej knjigi zdaj. Ja. No, takrat pa že govorimo, ne, o 50 let starem človeku. In takrat v intervjuju sem rekla, da jaz tudi zdaj, ko sem jaz stara, lahko razmišljam o tem, pač, ko preživiš ena leta, ne, toliko in tako hitro, je to.
ni več materijala ali pa drugače gledaš na stvari, ne? Pač nekateri živijo hitro, bom rekla tako. Najraje se je vračal v svojo dolino, v svojih delih. Mislim. In o tem je pripovedoval tudi pred 41 leti v intervjuju, ki ima prav posebno zgodbo. Ne? Lepa zgodba. Ja, 3 učenke iz marežganske osnovne šole, Nevja Šavle, danes se piše Muženič, Dajana Bržan, se piše Nedoh, in Nevenka Šergon Omahen, so ga takrat kot deklice še obiskale s svojim učiteljem, Marjanom Tomšičem. Mislim, da 8. razreda, ne? Ja, Nekaj na koncu 8. ja, on je bil mentor njihov tudi, ne? In so delali intervju s pisateljem, izbrali so Cirila Kosmača. Prvič, ko so ga obiskali, ga ni bilo doma, so se razočarano vrnili, pa jih je drug dan poklical, pa se zelo opravičeval, ker on je dal veliko na svojo besedo, ne, in na točnost. Tako je. Tako, in mu je bilo zelo, zelo hudo, da jih je zgrešil, da se niso srečali, in jih je prosil, da naj pridejo še enkrat, in so prišli. In so posneli intervju, ki ga je Marjan Tomšič, ki ni samo pisatelj, ampak je bil tudi radijski novinar, in ga je znal posneti in fotografiral tudi. In predlagam, da prisluhnemo, da slišimo pisateljev glas prvemu odlomku tega intervjuja, kjer ga punce vprašajo ravno to, zakaj se tako rad vrača v svojo domačo dolino. Ja. Tolminska dolina Idrijce in vaša rojstna vas Slap. Vedno se v vaših pripovedih vračate tja. Kaj čutite do teh krajev? To vprašanje ni prvo vprašanje, s tem vprašanjem se že marsikdo ukvarjal. Nekoč med 82 se pogovarjal veliko z Borisom Kidričem, z njim se tudi v Parizu bil 2 leti, o nekaterih stvarih. Recimo, velikemu politiku je treba veliko zemlje, velikemu pisatelju je 7 km doline dovolj. Jaz sem lahko Tolstoj, pa imam svojo vas pa ponoma dost. Zakaj? Če sem tam živel do svojega 20. leta, če je to 116 hiš, se pravi, da poznam vse te hiše in poznam 350 ljudi. Popolnoma. Vem, kdo se je s kom kdaj prepiral, kdo je koga zaljubljen, kdo koga ne mara, vem, kakšne imajo kljuke na vratih, koliko prašič rodijo, koliko krav, koliko koši, kakšne tete, kakšni strici, kdo je počel to in kdo je počel ono. In ker vemo, da je vsak človek v pesnitvi vreden junak, potem takim 350 ljudi imam za vse življenje popolnoma dovolj. Ker tu so vsi silno različnega značaja. To je prva reč, kar se tiče tega materijala ljudskega. Druga stvar je pa v tem, da nobena stvar, ki se na svetu zgodi, ki je resnično pomembna, je tako pomembna in če je pomembna, pride tudi do najbolj zakotne hiše. Zdaj, tisto, kar je interesantno, ne pride samo do mesta, kar je pretresljivega za človeka, pride tudi v najbolj zakotno vajto. Vajna tudi tisti občuti, lahko to občuti, krivico in tako dalje. To se pravi, da iskati druge kraje, ne vem, a ima smisel ali nima smisla. In tretjič, jaz sem, kot se temu reče, vizualni pisatelj. Kadar pišem, vidim in popisujem, kar vidim. Vidim živo pred sabo. In zdaj, ko jaz zmeraj popisujem to in to in tega, jaz natančno vidim, kje se to dogaja, vidim človeka, vidim, kaj počne, in ko izstopi iz hiše, natančno vem, po kateri poti bo šel in kateri kam bo na tisti poti, kateri grm bo tam rasel in katero drevo in čez kateri potok bo šel. To se pravi, nisi mi treba izmišljati nobene pokrajine. Ko pogleda skozi okno, tudi vem, kaj vidi, ali vidi Krn, ali Baški hrib, ali ga ne vidi. Slišali smo, najraje se je vračal v svojo dolino, ampak v tej knjigi pa se lahko prepričamo, da je velikokrat segel tudi onkraj meja te doline. In vem, da ena od novel, ki vas je ganila, je bila tale, tudi z nenavadnim naslovom 15. marec 1937. Ja. Ampak je tako zelo on. Ta datum ni nikakršen jubilej in tudi ne vem, če se je včeraj, 15. marca tega leta, zgodilo kaj posebnega. In prav tako to ni list iz dnevnika, kajti dnevnika ne pišem, odkar sem spoznal, da je človek celo samemu sebi neodkrito srčen.
Sicer spokorno in sramežljivo priznam, da sem vselej, kadar je v mojem srcu zbrstela nova pomlad, kupil debel zvezek in na prvi strani s samim seboj sklenil in podpisal pogodbo, da bom z novo ljubeznijo začel tudi z novim življenjem in pisal dnevnik. Toda z dnevnikom sem navadno nehal že po nekaj dneh, kajti vse tisto, kar se je v nočnih urah izlilo iz mene, je bilo pri dnevni luči tako smešno, da me je oblivala rdečica. Taki smo. Sram nas je svojega lastnega srca. Kadar smo sami, ga položimo v dlan in zremo van, pred drugimi ga skrijemo in samozavestno zatajimo 3-krat na dan. Po drugi strani pa je moje pero zadrževal strah, da bodo po mojih mislih in občutkih brskali nepoklicani, kajti iz lastne izkušnje vem, da je danes čas tak, da je skrivnost samo tisto, kar imaš zakopano na dnu svojega srca in skrito v možganih pod koščenim pokrovom. Vse drugo je in mora biti vsak čas na razpolago očesu postave. In mislim, da prav zaradi tega ljudje dan današnji ne pišejo dnevnikov, pač pa imajo rajši vse misli napisane po stenah svojih src. In da jih ne bi izgubili spomina, se vsak dan vračajo k njim. In v tem primeru je človeška nepopolnost zelo koristna. Kajti, če bi znašli napravo, s katero bi lahko brali misli, ki so napisane v naših srcih, potem bi bila gotovo polovica naših src zaplenjenih, ter bi leta in leta ležala po zaprašenih arhivih, lepo urejena po hrepenenju in drznosti svojih misli. Hvala. Za konec pa poveva samo še to, da prenašanje zgodb iz časopisa v knjigo nikakor ni lahko početje. Ne. In tu so nam bili v zelo veliko pomoč z beletrine, urednica Špela Pavlič, ki ni samo strokovna urednica, ampak tudi izjemno potrpežljiva in razumevajoča. Do konca smo še kaj urivali noter. Popravljali. Ja. Lektor Jernej Županič, korektorica Jerneja Katona Zajc in oblikovalka Tanja Semjon, ki je oblikovala to. Midva nisva vedela, kaj bova dobila, kakšno naslovnico, malo sva trepetala, kaj bo, nama bo v redu ali ne, ker moram povedati, da gospa Nanča, kar je meni zelo všeč, je dela počasi, premišljeno, previdno, vse zelo pretehta in za naslovnico tako je rekla, to je to. To je prava naslovnica in tudi naslov. Nekaj časa sva ga iskala, ne? Ja. Lovim pomladni veter sva našla prav v tej zgodbi, 15. marec. In je kosmačevski. Tako. Vsi, ki ga preberejo, rečejo, to je kosmač. Lovim pomladni veter. Torej, početje, ki je nekako absurdno, nemogoče uloviti veter, ampak igrivo. Seveda je njegov, ker je poln dvojnih pomenov, trojnih in vedno jih vidiš več. Tako kot z belim konjem. Z lovljenjem vetra, z lovljenjem svobode, z iluzijo svobode, s pričakovanjem svetlobe in boljših časov. Tako, pravšnji naslov za knjigo Upora in upanja. Tako, hvala lepa. Hvala. Beletrina v živo.